Današnja tema je, kako moliti psalme. Tukaj v bistvu nadaljujemo širšo temo, učenčevske teme molitve. Zadnjič smo obravnavali Oče naš, kako moliti Oče naš, danes imamo psalme, naslednjič bomo obravnavali posredniško molitev in še naslednjič neprestano molitev, stalno molitev. Danes, bomo na kratko pogledali, kako moliti psalme. Pač neki uvod je dobro, da naredimo v to prakso. Zdaj, prvo, kar se mi zdi dobro povedati, je tako, da majčkeno razmislimo o tem, kaj sploh so psalmi. Kot vemo, so to pač knjiga v Svetem pismu, v bistvu najdaljša knjiga. So knjiga, ki je tudi največkrat citirana v Novi zavezi, knjiga iz Stare zaveze, ki je največkrat navaja v Novi zavezi. Ampak zanimivo je to, da je v Svetem pismu ena cela knjiga molitev in hvalnic in tudi tožb in žalostink, ke da bi dejansko se zgodilo to, da Božja beseda, ki je pač nagovorila ljudi, v Stari zavezi predvsem skozi postavo pa preroke, je tukaj človeka že dosegla in se na navdihnjen način vrača nazaj k Bogu že kot molitev. Se pravi, tule imamo ne samo Božjo besedo, ampak imamo Božjo besedo, ki je že našla en odgovor v človeku in jo je človek pod navdihom Svetega duha vrača nazaj Bogu kot molitev. Se pravi, tule imamo eno, bom rekel, božansko dogajanje, v katero smo dobesedno povabljeni. Tukaj nam je Bog pripravil, saj dejansko so v Svetem pismu še druge molitve, ampak tudi cele knjige molitev so žalostinke, na primer, ampak tukaj nam je Bog prav pripravil eno tako mesto, v katero vstopimo in kjer se enostavno pridružimo enemu božanskemu dogajanju. In to je pa prav to, da Božja beseda, da nas zagrabi, da nas obda in da se z njo prinesemo Bogu. Včasih se mi zdi, da so psalmi tako kot tisti ognjen voz, s katerim je šel Elija v nebo. Se pravi, nekaj božanskega, ki je pa dano nam, da nas tlele dvigne in nas prinese k Bogu. Vemo, da psalmi so bili del tempeljskega bogoslužja v Stari zavezi. Templja ni več, Jezus ga je zamenjal z novim templjem, ampak psalmi so pa ostali. In to je, se pravi, psalmi so nek božji ogenj, ki nam je dan, da vanj vstopimo, da nas prekali, da nas pretopi. No, in predvsem pa seveda, da nas uči moliti. Psalmi so orodje, psalmi so učilnica, kjer se mi učimo moliti, kjer se mi učimo biti tako kot te božji ljudje, ki so te psalme molili, David pa še mnogi drugi. Mnogi psalmi so tudi anonimni, ne vemo, kdo jih je napisal malo. Ampak učimo se stopiti v te čevlje, ki so včasih zelo veliki za nas, in moliti tako in biti tako, razmišljati tako kot te božji ljudje. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna pri psalmih in zelo koristna tudi, je to, da se zavedamo, da v psalmih, ki so obsežno delo, da je dejansko ubesedena vsa človeška izkušnja. In zato so psalmi tako močni. Tukaj imamo vse ta najboljše, kar se človeku zgodi, in tudi vse ta najslabše. Tukaj imamo trenutke velikega veselja, trenutke popolnega obupa, nevere, jeze, pa pol trenutke hvaležnosti, miru, zaupanja. In se pravi, cel ta, rečemo, spekter človeških čustev in odzivov in na življenje in seveda potem tudi na Boga je tukaj not ubeseden. In zato so psalmi nekaj tako bogatega, ker dejansko zaobsegajo, kjerkoli smo v življenju, bomo našli nekaj tazga, kar nam je pisano na kožo, da tako rečemo. In še več, izkušnja mnogih ljudi, ki redno molijo psalme, je ta, da ti dostikrat se potem zgodi, da ko moliš psalm, ugotoviš, da si se znašel v točno taki situaciji kot psalmist, samo da psalm boljši izraz tisto, kar se tebi dogaja, kot bi se sam spomnil. Ker seveda to so molitve k Bogu, ampak vseeno je pa to hkrati tudi Božja beseda. Tukaj not je pač nekaj železnega, nekaj trdnega. To ni tako kot naše molitve, ki jih seveda iz srca izlivamo Bogu, ampak so naše, so človeške. Tukaj je pa Božja beseda in je pač ima eno čisto drugo trdnost in stabilnost. In drugo, kar je spet
zelo pomembno pri psalmih je pa to, da so neolepšani. Tukaj seveda vsak, ki se resno loti moliti psalme, bo odkril, tukaj to je grob material. Tukaj imamo noter momente, tako kot sem rekel, ja, jeze, obupa, nevere, razočaranja, omagovanja, jokanja, tožbe, in to je vse prinesen ven k Bogu v totalno neolepšani obliki. Tukaj v bistvu nas psalmi učijo te detoksifikacije od nekega lepega religioznega odnosa do Boga, ki pa seveda Bogu ni všeč, ne. To je prva stvar, ki nas psalmi naučijo, da moramo priti k Bogu neizprosno iskreni in mu prinesti stvari točno take, kot so. In če je v nas vse slabo, Bog hoče to slišati direkt, tako kot je. To vidimo v psalmih, no, na mnogih mestih, ta neolepšana realnost človeka pride k Bogu, in potem v mnogih psalmih pa pol tudi že vidimo, da ravno to, Sveti Duh pa se pol vmeša in psalmist že skozi sam psalm vidiš eno spremembo v njem, v veliko psalmih, ne pa vseh, kakšni pa se začnejo v temi in končajo v temi. Recimo psalm 88 je mogoče najbolj drastičen primer tega. No, in seveda, zdaj, če jih pogledamo v sklopu Stare zaveze, lahko rečemo, da so psalmi neko stičišče Stare zaveze. 5 knjig psalmov ustreza 5 knjigam postave, v psalmih odzvanjajo tudi že mnogi preroški teksti, in obenem, so pa, kot sem rekel, so pa to knjiga, ki se največkrat citira v Novi zavezi, in v njih so nekatere neverjetno globoke, natančne napovedi Mesija, ki so se uresničile v Jezusu. Se pravi, so hkrati tudi v tem smislu, bi lahko rekel, da so središče Svetega pisma. Tukaj grejo niti iz psalmov, ali pa v psalme grejo iz vseh koncev Svetega pisma. Tukaj se vse te poti se tukaj križajo. Seveda točno tam, kjer so človek, ki hoče odgovoriti Bogu, kjer moli, kjer se ta molitev in ta tudi daritev življenja dogaja, ker to je zdaj pravo resnično bogoslužje v Novi zavezi. No, toliko o knjigi psalmov, lahko bi še veliko več govorili, ampak mislim, da nima smisla tukaj. Stvar, ki se mi zdi mogoče najpomembnejša, prav za nas, ki se učimo biti Jezusovi učenci, je pa naslednja. Jezus je molil psalme. To vidimo na mnogih mestih v samih evangelijih, pa vidimo potem v trenutku njegove smrti. Matej pa Marko, tam, ko Jezus umre, navaja psalm 22, v Luku navaja psalm 31, ampak Jezus definitivno je izdihnil z besedami psalmov na svojih ustnicah. Se pravi, v momentu, ko mu je bilo najtežje, se je zatekel tja, kjer je vedel, da se lahko tja zateče. Bog je te stvari, ta prostor mu je Bog pripravil in Jezus ga je naselil. Moj Bog, zakaj si me zapustil? To so besede, s katerimi se začne 22. psalm, in vsak, kdo gre brati ta psalm, vidi, da so tam druge napovedi, recimo o tem, da bodo razdelili njegove oblačila in tako naprej. Ampak psalm se pa potem konča kot zmagoslavno, kot hvalnica, se pravi, tam že tudi nekoliko nakazano Jezusovo vstajenje od mrtvih in to, da se bo evangelij vsem narodom razglasil. Se pravi, Jezus je bil človek psalmov in zdaj, zakaj je to važno, je zelo preprosto. Če se učimo biti Jezusovi učenci, potem je naša naloga zelo preprosta. Učimo se biti tak, kot on v vsem. V besedah, v mislih, v dejanjih. In če vidimo, da je naš učitelj molil psalme, pa se tudi seveda mi učimo moliti psalme skupaj z njim, in dejansko seveda tle bi pa lahko rekel še malo več, da na nek način Jezus te psalme še naprej moli, in to pa je v nas, v svojem telesu, moli jih po Svetem Duhu. Se pravi, ko mi molimo, dejansko je Jezus tisti molilec, ki je v nas, in se pravzaprav mi treniramo moliti kakor Jezus po Svetem Duhu in po Božji besedi, ki jo je on takrat navdihnil in ki jo seveda tudi zdaj je močen, da jo navdihne v nas in na ta način napolni našo molitev in nam da veliko moč in tudi pogum in tudi gotovost v molitvi, da molimo skupaj z njim, da molimo ven iz njegovega srca. To
To je tisto, kar moramo imeti pred očmi. Zato je dobro, da se mi tudi učimo moliti psalme, tako kot naš učitelj. No, seveda pol pa, bi pa tudi je treba opozoriti, da tudi prva cerkev je molila psalme in se je tako napolnjevala s Svetim duhom. Tukaj bi nas najprej spomnil na tisti odlomek iz pisma Efežanom v 5. poglavju, 18., 12. vrstica prav takole: Ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje duh. Nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami, z duhovnimi pesmimi in tako naprej. Se pravi, tukaj Pavel, ki piše skupnostim, pravi, ja, če se hočete napolnjevati s Svetim duhom, molite psalme. Ja, pa tudi pojte in tako naprej, ampak molite psalme. Psalmi so način, kako se napolniš s Svetim duhom, prav tekst, zelo enostavno. No in zanimivo je, da imamo dejansko en zelo konkreten primer tega tudi v Novi zavezi. In to je pa v apostolskih delih 4. poglavje, bom prebral vrstice 24 do 31, ki si pogledamo tukaj zdaj pa še konkretno, kako je cerkev molila. Situacija je ta, da je, mislim, da ja, Peter pa Janez sta bila pred velikim zborom, tam so jo zasliševali, zakaj sta naredila tisti čudež in tako naprej. Ne, in onadva gresta nazaj k ostalim in potem se zberejo in začnejo moliti takole: Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. V Svetem duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, svojega služabnika. In tukaj prej zdaj citat iz psalma. Zakaj hrumijo narodi in ljudstva razmišljajo v prazno? Kralji zemlje so se dvignili in oblastniki so se zbrali proti Gospodu in proti njegovemu maziljencu. To je zdaj konc psalma in molijo oni naprej. V tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se Herod in Ponci Pilat, narodi in Izraelovi rodovi, da bi storili, kar si ti s svojo roko in v svojem sklepu vnaprej določil. In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani, in vsi so bili polni Svetega duha. Luka pač poroča o tej molitvi in tukaj imamo super zgled. Oni so vzeli psalm, so ga molili, v molitvi so ga prinesli pred Bogom in hkrati so prepoznali svojo situacijo v tem psalmu in so molili z veliko gotovostjo. Ja, prav to, kar tle prav v psalmu se nam dogaja zdaj, Bog. Poglej, vzri se, ne, poglej in tle si obljubil, mislim, tukaj cel psalm pač govori o Mesiju, ne, o maziljencu, o Jezusu. Se pravi, to je zdaj en tak lep preprost primer, kako je prva cerkev molila psalme in kako se je napolnjevala s Svetim duhom. Ja, no, zdaj pa v bistvu nam preostane to, da pa povemo par besed, kako naj bi se zdaj konkretno mi lotili. Mi danes, kako naj se lotimo psalmov. Prvo, kar je nasvet ne samo moj, ampak mnogih, dobrih učiteljev, krščanskih je tole, da jih molimo redno, da jih molimo po vrsti. Se pravi, da to naredimo za vsakdanjo prakso in tudi, da molimo psalme po vrsti, da jih ne zbiramo, ampak da gremo danes prvi psalm, jutri drugi, tretji, četrti, peti in ga pridemo do 150, spet nazaj. Lahko se več psalmov hkrati preberemo. V glavnem, in da je to taka praksa. Se pravi, da ne zbiramo, ne, ampak da enostavno vstopimo v prostor, ki nam je nekoliko dan. To je dobro, ker s tem se osvobodimo od tega, da smo osredotočeni skozi nas. Ja, lahko boste seveda rekli, ja, ampak včasih ta psalm je, ne vem, ta psalm je žalostinka, jaz se pa zdajle veselim. Ali pa obratno, ta psalm je poln hvale, jaz imam pa težave. To je seveda res, to se bo zgodilo. Ampak po drugi strani je pa tudi res, da mi molimo skupaj, mi smo eno telo. Jezus nas ni poklical kot ločene otoke, ločene individuume, tako kot nas ta družba hoče narediti za ločene posameznike. Ne, Jezus nas je poklical skupaj in tudi, če jaz danes se jokam, pa dobim psalm, ki hvali Boga. No, prvič je to, da kakšen drug moj brat se verjetno veseli in se lahko jaz veselim skupaj z njim, pa drugič je tudi res, da če je vse narobe v mojem življenju, je Jezus vstal od mrtvih. Se pravi, imam en velik razlog, da slavim Boga, tudi če je vse ostalo narobe.
In drugič, um, ja, če je tam žalostinka, pa sem jaz vesel, ja, pa moram misliti na druge brate, ker dejansko moji bratje pa sestre po svetu, nekateri grejo skozi strašne preizkušnje, nekateri so preganjani, nekateri so obupani in jaz molim pol za druge, se treniram moliti za vse brate pa sestre, za celotno Kristusovo telo. V tej stvari, v celi tej zgodbi, v katero nas kliče Jezus, nismo sami, molimo skupaj. Tudi če sam molim skupaj z ostalimi v Svetem duhu. Ja, no in čisto konkretno, način, ki sem ga jaz odkril in ki mi izredno pomaga, je pa tale, da psalm, ki je na vrsti, preberem. Najprej ga preberem po vrsti, kot molitev Bogu, potem pa grem še enkrat skozi njega, s tem, da potem pa ne berem več vsega, ampak grem po tistih, ki bi ga recimo pregledno grem skozi in se ustavim na mestih, ki me nagovarjajo in iz njih oblikujem svojo lastno molitev. Ja, na ta način nekako psalm spustim v svoje srce in po drugi strani se jaz naselim v psalmu. Ja, in tukaj se seveda potem dogaja ta transformacija, da me Bog pretaplja, presnavlja, prenavlja, da me Božja beseda gradi, da me izziva, da me lomi tam, kjer je treba, da mi daje, da se ponižam tam, kjer je treba, ali pa da mi daje, da se opogumam tam, kjer je treba in ja, da pogumno in z Božjo močjo molim, posredujem za druge tudi, a ne. Se pravi, to je en tak osnovno dihanje s psalmi je to, a ne, da pač gremo in da se naseljujemo v njih, ne. Zdaj, seveda včasih so kakšne stvari, ki jih nimamo kam postaviti in pač v redu, ne moliš tistega, a ne. Je eno predvsem področje seveda je, na katerega je treba opozoriti, in to je molitve proti sovražnikom, ki jih bomo našli v psalmih kar obilno, kjer pač psalmist moli, da Bog uniči, razbije, pobije sovražnike in tako naprej. No, tukaj pa te stvari so odlične za moliti, samo jih moramo res moliti iz stališča Nove zaveze, a ne. Pavel v pismu Efežanom zelo jasno pravi: naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti poglavarstvom, oblastem, zlobnim duhovom v nebeških področjih. In ti odlomki so super, točno zato, da z njimi molimo proti demonskim duhovnim silam, ki nas napadajo, ki nas hočejo tako ali drugače uničiti, a ne. In tukaj pač pa zdaj sledimo temu, da je pač Jezus, Mesija, že prišel in nas je naučil nekaj. Da mi za ljudi, ki nas napadajo, molimo blagoslov in molimo dobro za njih, jih ne preklinjamo, ampak blagoslavljamo. Medtem ko seveda proti demonskim silam in duhovnim silam pa moramo moliti. In tukaj nas pa tudi seveda Pavel jasno spodbuja prav v tem odlomku iz pisma Efežanom 6. Se pravi, ja, ne molimo proti ljudem, ampak proti zlim duhovom. No, in tukaj takoj potem odkrijemo res, kako močna stvar so psalmi, ne, ker s psalmi dejansko se lahko z eno čisto drugačno avtoriteto spravimo proti tem silam, ki nas napadajo, ali nas osebno, ali našo družino, ali naše širše skupnosti, ali naš cel narod, ali mogoče ves svet. Ne, tukaj psalmi nam dajo gorivo za resne molitve, ki jih molimo ven, ja, se pravi, skupaj s Svetim duhom ven iz Božjega srca, ne. No, in ja, tako enako potem in tule, ko se tako naučimo moliti psalme, ne, pol pa odkrijemo še nekaj, ne, da se dejansko na podoben način da moliti ogromno Svetega pisma. Veliko Svetega pisma se da obrniti v molitev, ne. Iz ogromno tekstov se da narediti prav točno isto, da ga preberemo in ga potem obrneš s pomočjo Svetega duha, obrneš določena mesta v molitev in jih začneš prinašati pred Boga in to rata zelo močno. Dejansko, če koga zanima, sem pred časom celo tudi pripravil eno zbirko drugih molitev v Svetem pismu, ki se imenuje Pred Božjim prestolom. Bom dal link potem spodaj, tako da to si lahko naložite, pa 100 molitev, 50 iz stare, 50 iz Nove zaveze, in seveda te molitve so pač najlažji vstop za naslednje dele Svetega pisma, spet da molimo Sveto pismo, da se učimo moliti s Svetim pismom, v Svetem pismu, v Božji besedi.
Ja, tukaj, lahko za ta uvod zaključimo, predvsem zato, ker sem o tem že govoril in tudi pisal na več, mestih, predvsem sem naredil članek pa tudi video z naslovom Izziv psalmov, tako da če si hočete več pogledati, bom tudi ta link dodal, si to lahko pogledate tam, tukaj pa se mi zdi, da je dovolj, da smo pogledali neke te osnovne stvari in da seveda, da začnemo redno moliti psalme, če tega še ne delamo.